Južnokorejska zgodovina res da ni tako zveneča kot evropska, a iznajdljivi in delovni kot Korejci so hitro ujeli korak s proizvajalci stare celine in Japonske. Ujeli že, ampak prehiteli jih, kot kaže, še nekaj časa ne bodo, saj turbobencinski agregati in dvosklopčni menjalniki še vedno niso na njihovem meniju, zato pa ponujajo malce starejšo, ampak tudi preverjeno tehnologijo. Za pogon tega skrbi osnovni agregat z 1,4 litra delovne prostornine in 89 kW. No, kljub temu, da je po ceni najugodnejši, je čisto primeren zanj, saj ga ni sram v dir pognati vse konjenice. Je pa po drugi strani precej žejen. Povprečno se bo zadovoljil s slabimi 9 litri na 100 prevoženih kilometrov. Hyundai i30 sta za vzor BMW serije 1, kar poglejte ta zadek, in koncern Volkswagen. In to je tista stvar, ki jim jo verjetno najbolj zamerim. Nimajo identitete in plujejo po avtomobilskem trgu kot ladja po oceanu brez kompasa. Če mu namerno ali slučajno podobno z bavarcem spregledate, boste veliko teže te modre merilnike. V sončnem vremenu boste morali nastaviti največjo svetilnost, po noči na najmanjšo in še vedno vas bo motilo preveč svetlobe. In sedaj še področji, kjer ta Hyundai najbolj blesti. Prva stvar je seveda cena. Ta vas bo s sistemom ESP, 6 zračnimi blazinami, samodejno klimatsko napravo, radiem, potovalnim računalnikom in elektriko stal manj kot 13.500 €. No, drugo poglavje pa je zanesljivost. 5 let brez omejitve prevoženih kilometrov. Precej tehtna razloga za tiste, ki so do sedaj imeli slabe izkušnje z rabljenimi avtomobili.